Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V tokratni epizodi se bom pogovarjala s finančnim analitikom Tilnom Šarlahom in sicer se bova pogovarjala o dogajanju na trgu kriptovalut, pogledala bova tudi razloge, zakaj je upadal Bitcoin po sprejetju promptnih skladov, dotaknila se bova tudi volitev čez lužo, ki lahko kar precej vplivajo na borzne tečajnice, kaj lahko pričakujemo, če recimo zmaga republikanec Donald Trump, kakšni so obeti za leto 2024, bo inflacija, deflacija, bodo višje, nižje obrestne mere, kaj pa če bo recesija oziroma ekspanzija, kaj se bo dogajalo. Zdravo, Tilan. Lepo zdravo, Marja Milič. Evo, zdravo še enkrat, ja, ti si povratnik na MoneyHow. Jaz mislim, da bi naše poslušalce v tem hipu najbolj zanimalo, kaj se zdaj za vraga dogaja z Bitcoinom po dobrem mesecu sprejetja promptnih skladov, ki kotirajo na borzi v Bitcoinih. Smo zdaj priča enemu takemu, recimo, a je dramatičen upad. Mi smo še bolj dramatične upade, no, ampak zdaj imamo kaj 20% korekcijo, upadov je celo pod 40,000 za en Bitcoin. Kaj se dogaja? Pa ne bi rad zvenel kot saj sem povedal, kaj se bo zgodilo. Saj si povedal. Ampak ja, to je pač tipična zadeva, buy the rumor, sell the news. Zadeva se je petlala več mesecev, vsi so bili v pričakovanju teh ETF skladov, kaj bo zdaj. Ampak načeloma trg reagira tako. Se pravi, ko pride novica ven, dejansko je prvi pressure, bom rekel, je pozitiven, potem pa začnejo ljudje malo izračunavati, pozicionirati se na novo. Te večji skladi dejansko sklepa neke nove strategije, neke novi flowi se dogajajo in evo, tu je upad. Jaz bi to rekel, da je to bilo vse načrtovano in kalkulirano in ni nič drastičnega. Še zdaleč ne, da je to 20% padec na kripto karkoli posebnega. Se sama veš, da to so pač neki tipični razlogi. Tako da bilo je povezan skupaj z tem outflowi iz največjega, bom rekel, trust funda, Grayscale, bilo je povezan z FTX-om, ampak vse skupaj pa je dejansko se dogajalo bolj kot ne na futures marketu, medtem ko na spot marketu dejansko so bili praktično celo neto nakupi. Tako da pričakujem, da se bo stanje normaliziralo in za vse, bom rekel, navdušence kripta, mislim, da je še kar svetla prihodnost, ne glede na to, kaj se je tu zgodilo, ampak kar se cen tiče, vidim konc leta višji tečaj, kot je letos. Zdaj recimo naj posluša nekdo, ki ne pozna futures trgov, ne pozna promptnih trgov, a lahko mogoče razložiš na hitro razliko med enim in drugim? Do zdaj so na primer kotirali na exchange, bom rekel, skladi, ki so bili vezani na futures markete in so imeli dejansko odprte pozicije na CME-ju. To je Chicago Mercantile Exchange, kjer pač ti kupuješ terminske pogodbe za naprej. Pač slabost teh skladov je, da so dejansko zelo visoki stroški za nekega, bom rekel, vlagatelja. Na drugi strani so tudi povezani te terminski flowi, ki jih ti dejansko vsak mesec moraš obračati. In to povzroča dejansko velike premike v cenah, pa v stroških samih. Zdaj vsi ti skladi, ko so bili na futuresih, se bo zdaj postopoma začeli pomikati v spot market, zato ker so pač bolj atraktivni z vidika stroškov. Enako zadev dejansko se je začela zdaj zgodajati z Grayscaleom, ki bo pač del svojih pozicij predstavil v spot markete. In tukaj se zdaj pričakuje večji, bom rekel, flow na temo. Ne. Je pa pomemben indikator futures market za gibanje cen Bitcoina. Če naprimer samo orišem, vse tisto, kar se dogaja na futures marketu, kjer so precej večji volumni, kot naprimer na spot marketu na eni poziciji, se ponavadi potem začne odražati tudi na spot marketu. Trenutno, naprimer, s tem, ko je Bitcoin padel, zdaj, če čisto orišem, do kam je točno padel, je padel na 38,500 v tem prvem valu prodaje. Na 38,500 je bil en zelo pomemben gap, liquidity gap se temu reče, ker pomeni, da je na futures marketu zelo velika luknja med enim dnevom trgovanja ali drugim dnevom trgovanja in v praksi to pomeni, da se zafilajo te gapi z nakupnimi orderji. In točno do tam je šla cena dejansko na 38,500 se trenutno ustavlja. Zdaj bo pomembno dejansko, kako bo reagiral ta v naslednjem dnevu, če je to bilo to ali dejansko gremo malo više. Ampak ne bi rekel, da je karkoli drastičnega v smislu fundamentalnih razlogov, da bi se mogli slika karkoli spremeniti daleč od tega. Mislim, da je bil ta korak pozitiven in ja,
se mi zdi, da bojo cene še v redu. Tako kot se je rekel, ta v bistvu korekcija je bila nekako uračunana oziroma se je pričakovalo, da se bo zgodila ta korekcija, pa da ne bova preveč kratkoročno napovedovala. Mogoče bi vsem tukaj še omenila prepolovitev nagrade rudarjem, prihaja zdaj na CoinMarketCapu, sem videla odštevalnik, ki kaže, da je do razpolovitve še 89 dni. Kakšne so zdaj tukaj pričakovanja glede cene, zdaj kaj se je dogajalo tudi v preteklosti, ko so se zgodile te razpolovitve? Vsi finančni trgi so seveda dinamični in ti lahko nekaj, svoje analize delaš na tečajih, ki so bili v preteklosti doseženih. Enako se dejansko lahko zdaj transformiramo, kaj se dogajalo po Bitcoin halvingu ali pa pred Bitcoin halvingom v preteklih obdobjih. In naprimer, bila so pozitivna obdobja, se pravi, zdaj lahko pričakujem in tudi market pričakuje, da do aprila dejansko bomo pozitivni, potem pa se dejansko trg začne nekako obračati dol. Zdaj, druga stvar je, kaj dejansko bo se tudi v praksi zgodilo, ali bo spet zdaj buy the rumor, sell the news. Vprašanje. Zaenkrat sem pozitiven, zaenkrat dobro kaže in bi pri tem ostal. Se pravi, jaz gledam bolj kot ne na to psihologijo trga in kaj se, tedensko in mesečno dogaja. Trenutno, se pravi, na big picture, na higher time framesih, se pravi, na večjih, obdobjih weekly chartov, monthly chartov je pozitivno. Kaj bo pa dnevno, bojo pa precejšnje nihanja. Zdaj, ko si večkrat omenil pozitivno, daj mečkan povej, kaj to pomeni zate pozitivno. Obstaja zelo velika verjetnost, da bo Bitcoin verjetno letos dosegel all-time high. Praktično sem kar precej prepričan, da bomo dosegli prejšnji vrh, se pravi tistih 50, ki je bilo doseženih ne tako dolgo časa nazaj. Je pa zelo velika verjetnost, da bo še vedno po higher time framesih, ki se pač trenutno delajo, monthly charti, je pozitivno vzdušje, in če se bojo vse karte alignale za svetovnim gospodarstvom in z vsem, kar se dogaja okoli, moramo vedeti, da bojo pač kriptotrg bo vedno bolj posnemo finančne trge, ameriške finančne trge, razvite finančne trge in tudi odvisno, kar se bo tam dogajalo. Ampak dejansko gre v pravo smer, trg se giblje skupaj, z nekimi tehnološkimi delnicami in podobnimi zadevami, tako da obstaja verjetnost, da kriptotrg čakajo dejansko dobri donosi leta. Zdaj, si povedal, da obstaja zelo velika verjetnost, da dosežemo rekordno raven, ki je bila novembra 2021 dosežena, Zdaj dolgo časa nazaj, No, v glavnem. Zdaj marsikdo, ki naj jo posluša, se sprašuje, danes je cena približno 39,000 za dolar, do 70 je še kar nekaj, ali špekuliram in stavim in kupim? Čisto odvisno od vsakega posameznika, se pravi, to že dostikrat ponavljamo, vsi, ki se pojavljamo malo več po medijih, kripto je špekulativni market, kakorkoli ga označimo, se pravi, en delež portfelja, vsekakor. Mislim, da vsak tisk ga more spremljati. Market je enostavno postal preveč pomemben, pa preveč upet v finančno sliko, da ga bi zanemarjal. In to so opazili tudi večji skladi, zato se zdaj pridružujejo temu ETF maniji. Se pravi, vsak, nek vlagatelj bi mogel imeti en delež v kripto. Ne govorim, da je to zdaj 90%, ampak govorim, da je to en delež v portfelju, ki ne sme biti zanemarljiv, ampak ga mora imeti dejansko vpletenega. Zdaj, kaj si rekel, vsak vlagatelj, greva se še malo tle ustaviti, pa specificirajva, katerega vlagatelja tukaj misliš zdaj, danes smo ravno poslušali o narodni obveznici, ker je večja verjetnost, da bodo v to zgodbo vstopali 60 in še več letniki, Koga ti vidiš v tej zgodbi? Zelenici, milenici definitivno. Tudi mogoče starejši, 45, 55 letniki, da bi morali imeti en konček kripta. To govorimo že v najni generaciji in starejših, To govorimo že, jaz pa ti mi dva mava, ampak niso pa vsi, Pozitivna stvar je, da v bistvu niti ne rabiš imeti kriptomenjalnice. Ti danes lahko kupiš kripto preko klasičnih teh brokerjev, neobrokerjev, tako da nismo to delati strano. Če že investiramo v ETF-e, mogoče. Ja, strinjam se, mlajša generacija, sem prepričan, da bojo veliko bolj spremljali kripto, kot bi spremljali delnice iz Dow Jonesa. Se mi zdi, da pač to obdobje pa se pravi, samo vlaganje se je dosti spremenilo. Z vsemi temi social medijami in objavami mladi ne stremijo k tem, da bojo brali finančne izkaze ali pa letna poročila nekih podjetij tam iz industrije,
bom rekel, kjerih, ampak zdi se mi, da so se pravila vlaganja in strategije so se toliko spremenile, da mladi pač bojo stremeli tistim, kar je mogoče seksi, ali pa mogoče tisto, kar se sliši v medijih, ali pa tisto, kar se sliši na TikToku ali pa na Instagramu. In to pač kripto je all over the place, je pač tle in bo verjetno tle ostal. In se mi zdi, da pač te generacije so nedvomno največji vlagatelji v prihodnosti v kripto market, preko vseh različnih inštrumentov, tudi sama si imela na ETF ali bojo tako ali karkoli. Dejansko se mi zdi, da pač bojo imeli en del v tem, ne. Moram pa priznati, da dejansko mene dosti ljudi sprašuje, ki so pa starosti od 50 plus. Sem malo precepil, kam bi jim predlagal, zato ker pač oba dva vema, kako gre ta krivulja vlaganja, pa dejansko pričakovanih donosov, pa predvsem prevzemanja tveganja, ki ga pač ti s tem z enim takim vlaganjem dosežeš. Se pravi, pač višja starost, ko imaš načelno, bi mogel pač nižje tveganje, ne. Rečem ja, mogoče ja, ampak v manjšem delu, naprimer, ne, da ga začneš spremljati, ne. Vsekakor pa ne, da bi ta exposure povečal na večji del svojega portfelja, če si, ne vem, 60-70 let star, nedvomno je. Mogoče samo še en pomislek tukaj. Življenjska doba se ful podaljšuje. Mi danes živimo tam do 90, celo do 100 leta. In številna podjetja iz Silicon Valleyja konkretno iščejo recept, kako v bistvu podaljšati življenje. Se pravi, iščejo ta dolgoživost, ne, in ciljamo proti 100. Se pravi, mi, če gremo v penzijo stari 67 let, bomo v penziji živeli še 20 let. Torej, se mora začeti spreminjati tudi vse te zimzeleni nasveti, ki smo jih se mi učili, dejansko s tem, ko se staramo oziroma kasneje umiramo. Jaz mislim, da vsem tudi malce starejši ljudje lahko večji del namenijo malo bolj tveganim inštrumentom, kot pa je bilo priporočeno. Se pravi, tisto pravilo palca, 100 minus starost, ne? Se pravi, če smo mi dva stara, recimo 50 let, na 100, dobro, zdaj pretiravam, no, ampak ajde, rečemo, da smo stara 40 let, ne, se pravi, po tej definiciji 60% delnic, 40 obveznic, a ne, ampak zdaj mi živimo od skoraj do 90 oziroma 100 leta, mogoče bi tukaj vsem malo spremenili strategijo investiranja, pa vsem tudi, mislim, da sem se pogovarjala z Egonom Zakrajškom prav o tem in je rekel, ja, da pač je treba večji delež imeti tudi potem, ko se upokojimo, je treba imeti en konc v delniških naložbah, ne. V redu, no, se popolnoma strinjam s tabo in jaz sem na uni strani vlagateljev, ki sem tvegan, mislim, ker sem bolj pristaš tveganih naložb, bolj agresivnih in res nisem ljubitelj obveznic, tako da, ali pa money fund ali pa kaj podobnega, res ne. Tako da sem na uni strani, ki mislim, da bom čist do konca zadnjega dneva investiran v risk asset. Ja, to je vse tudi stvar tveganja, koliko smo nagnjeni k tveganju. Tle, to je ključno izpostaviti, pa ta finančna pismenost Slovencev, ki ne razumejo oziroma mogoče precenijo svoje tveganje, to je pa druga zgodba. O tem bomo kdaj drugič. Greva midva nazaj na kripto. A lahko mogoče poveš, zdaj gledamo kriptotrg, ne vem, koliko je teh coinov za na trgu, moram priznati, da nisem pogledala zadnje številke. Daj mogoče povej, kako ti vidiš preostale kriptovalute, Ether, Solana in seveda tudi druge? Ja, osebno bom rekel, da spremljam precej podrobno prvih 100 oziroma prvih 50 precej podrobno, prvih 100 jih sigurno pogledam vsak dan, naprimer, te največje premike, ne, da pač dobim nek overview, ne. Je res, da v vsakem obdobju, če zdaj citiram za nazaj vsako leto, je pač en sektor, ne, ki ti pač outperforma, ne. Na začetku valjda so bili te veliki Bitcoin, Ethereum, potem je bil včasih Ripple, potem je bil kar naenkrat so bili DeFi, pa so bili NFT, pa so bili neki spet Layer 1, Layer 2, ki pač so bili neki konkurenti, bom rekel, največjim. Zdaj, te sektori se predvsem menjajo med sabo, ne. Zelo podrobno moraš spremljati, da boš ugotovil, kjer je tisti next big thing, ki se pač dogaja, ne. Trenutno so pač na trgu večinoma se suče okoli konkurentov, bom rekel, Ethereuma, se pravi precej manjših coinov, še manjših kot naprimer Solana, čeprav Solana naprimer v zadnjih 6-7 mesecih precej outperformala. Potem imaš še nekatere manjše, ki so tudi konkurenti, bom rekel, Solani. Večinoma jih temelji na pač velikih airdropih in zato pač privabljajo pač vlagatelje.
cene pač res so enormne. Tudi se dajo doseči v zadnjem letu tudi 1000% donose na nekih manjših Layer 1 platformah. Teda to so pač neki novi trendi, ki se dogajajo. Se pravi, vlagatelji iščejo nek nov coin, ki bo dejansko prinesel donos približno enako, kot je Ethereum ali pa Bitcoin. To je pač, se mi zdi, da cela zgodba. Zdaj, kjer bo izmed 1500, koliko jih je na trgu, je zelo težko ugotoviti. Če si če si velik vlagatelj, pa če res ne špekuliraš preveč, se mi zdi, da izbira med prvimi 100 je čisto posebno dovolj za portfelj, mogoče med prvimi 10, večji del portfelja, ker če bo market dela, bojo pač delale prvi 10 sigurno, drugače pač tudi ne. In se mi zdi, da pač to je v redu spremljati, to se ostalo pa se mi zdi predvsej velika špekulacija, kaj bo uspelo in kaj ne bo uspelo. Zdaj, tako z vidika pač samega upravljanja premoženja pa sposobnosti spremljanja naložb, pa zdaj, če govorimo konkretno o delnicah, če bi ti meni rekel, da naj spremljam 100 delnic v Nasdaqu, bi jaz rekla, wow, to pa je kar zelo veliko dela, ampak tukaj pri kriptu smo pa kar tako malo bolj pogumni in rečemo, spremlja prvih 100, ne? Ampak vseeno vsak projekt je nek svoj projekt, ima nek svoje življenje, ima neke svoje pluse, minuse. Zdaj 100 projektov naštudirati, mislim, Tilen, sorry, to se mi zdi, da rabim pač, da je to full-time job. Ja, praktično se s tem tudi aktivno ukvarjam, ampak da definiram, kaj pomeni spremljam. Dobro poznaš, da jaz nisem glih fundamentalist, se pravi, jaz ne delam analiza za delnice pa za finančne instrumente na podlagi temeljne analize, pa če se tega delujem, bom rekel, tehnično se tega ukvarjam in to pomeni, da imam za najmanj 100 do 200 imam, bom rekel, tehnično analizo naredo. Mene zanimajo dejansko price actioni, ki se dogajajo na posameznih valutah. To mene zanima. Se pravi, mene zanima, kako ljudje reagirajo, veliki playerji reagirajo, kam se denar seli, kako reagira dejansko en coin v primerjavi z drugimi. Se pravi, ne samo, da imam prvih 100 analiziranih, jaz imam dejansko tudi več kot 50 parov, kontraparov, se pravi, in na ETH, in na BTC, se pravi, da vem, kaj se dogaja z enim manjšim, naprimer, bom zdaj čisto splošno povedal, kaj se dogaja s Solano v primerjavi z Ethereum, kaj se dogaja z Linkom v primerjavi z Ethereum, kaj se dogaja v kontrapoziciji, se pravi, da dobim širšo sliko, kam se denar seli, da znam oceniti prihodno vrednost nekega finančnega instrumenta. Enake analize delam naprimer na ostalih finančnih trgih, na delniških trgih. Pač zanima me dejansko price action, ki se dogaja na nekih vzorcih iz preteklosti in te vzorce iz preteklosti jaz črpam za precej let nazaj in imam te analize narejene, če bi zdaj potegnil ven tudi za zadnjih 10-20 let, naprimer, na precej podrobnem nivoju. Tako da pač v vsakem primeru lahko kliknem en čart z enim gumbom in pogledam, kje se je dejansko cena oblikovala. In to, da imam jaz na BTC 38.500, naprimer, to izvira že iz leta nazaj, naprimer. No, to že, ti se poklicno ukvarjaš s tem, to je tvoj job, ne? To je tvoja služba. Zdaj, ko govorimo pa o malih vlagateljih, ki hodijo v službo in seveda v prostem času investirajo, pa čisto druga zgodba, nimajo časa naštudirati vse te stvari, ne? Tako da se mi zdi, da je tlele 100 mogoče malo veliko, za enega takega, ki ga nima veliko časa, ki hodi v službo, ne? Absolutno ne. Pa še vedno je to en lottery ticket, kakorkoli zaključimo. Se pravi, tudi če fundamentalno dobro pogledaš zgodbo, je zelo pač še vedno velika verjetnost, da bo projekt propadal čez par let. Tudi to je res, ja. Zdaj, na začetku si povedal, da bo tudi zelo odvisna cena Bitcoina od same geopolitike, ne? Zdaj, moramo povedati, da leto 2024 je itak super volilno leto, to smo že povedali. Nekako, mislim, da preko 40 držav, milijarda prebivalstva, če se jaz prav spomnim, bo imelo volitve, ampak recimo za borzne trge, pa tudi očitno za ceno Bitcoina, so pa po moje pomembne mogoče volitve v ZDA, ki bodo v novembru. Donald Trump zdaj počasi osvaja republikansko stranko, ali jo bo čisto osvojil še v tem trenutku, ne vemo, je pa zelo na dobri poti. In zdaj seveda številni špekulirajo, kaj se bo vse zgodilo, če pride on ponovno na oblast, ker verjetno bo na drugi strani stal Biden, a ne? Ne veva še, ni še dokončno, ampak ja. Zdaj gremo mogoče samo tako, za začetek sam pojasniti, koliko so ameriške volitve pomembne za borzne trge, za ameriški borzni trg in potem seveda posledično za druge.
Če rečemo, da so trgi dinamični, pomeni, da pač vsako ceno inštrumenta lahko ti povežeš z neko ceno, ki se je gibljala v preteklosti. In zdaj, če pogledamo za ameriške volitve, naprimer, pa če rečemo, da je indeks S&P bil ustanovljen leta 1928, smo mi imeli 24 volilnih let do 2020. Ne? Kar pomeni, da če mi jo potegnemo, vidimo, da naprimer, če se nisem zmotil, je bilo od 24 19 pozitivnih let. Se pravi, volilna leta so v osnovi zelo pozitivna leta. Povprečju je S&P indeks zarastel, mislim, da za več kot 11%, kar je glede na povprečje vseh let, ki znaša cirka 9,5, se pravi, precej dobro. Se pravi, če pogledamo statistična leta, so zelo pozitivna, kar so volilna leta. Ne? Če pogledamo letošnjo, kaj bo posebno? Posebno je iz večjih razlogov. Ne? Prvič zato, ker je prvič kandidat, ki ima neko obsodbo na sodišču. Se pravi, lahko se zgodi, da tik pred zdajci mogoče mu spet najdejo nekaj, kar pomeni, da se pač volitev ne bo mogel udeležiti. Lahko se zgodi marsikaj na tem področju. Trenutno mu kaže zelo dobro. Na republikanski strani je praktično že zmagal. Proti Bidenu bomo vse videli novembra. Lahko se zgodi, da tudi Biden ne bo nastopil, zato ker pač glede na njegovo starost tudi to bo odprlo vprašanje. Teda letošnje leto lahko, da bo malo posebno. Je pa tudi res, da veliki finančni vlagatelji ne posvečajo temu dost, bom rekel, veliko pozornosti, ampak se osredotočajo na druge dejavnike, kazalce, leading indikatorje, kaj se bo dogajalo z ekonomijo. To je bolj bistvenega zadeva. Se pravi, ja, letos bo velik šov, kar se tiče volitev, ampak generalno gledano so večji playeri, večji skladi pozicionirani na trenutne kazalce, na tiste, ki jih pričakujejo čez 6-7 mesecev. Se pravi, to pa midva smo že večkrat ponovila, se pravi, kaj se bo dogajalo z makrosliki, kam bo šla inflacija, kam bo šel GDP, tu nek soft landing se pričakuje. Se pravi, tle se mi zdi bolj bistvena zadeva, bodo pa nedvomno volitve dale eno veliko noto temu, ampak če potem sliko pokažemo, kar se dogaja v preteklosti, bi moglo biti pozitivno. Zdaj, če gledajo 6-7 mesecev vnaprej, se pravi, še nismo prišli do volitev. Volitve so 11. oziroma novembra. Novembra je tako, ja. Torej, da gremo mogoče sam na hitrco povedati, kakšne so pričakovanja teh analitikov za teh prvih 6 mesecev. Jaz sem dejansko, januar je tak za mene, da se usedem, preberem kar dosti teh research reportov od vseh največjih analitskih hiš. Teda mislim, da sem jih prebral več kot 30. Večinoma so se enotni, da v prvih 2 kvartalih pričakujejo neko konsolidacijo tečaja, mogoče malenkostni upad, potem pa dejansko med poletjem se bo začel nek bottom delati in potem proti koncu leta dejansko neko vzpon na finančnih trgih. Enako bi ne sledila ekonomija, se pravi, malenkostno vzdolj v prvih 2 kvartalih, potem pa se proti koncu leta začne popravljati. Tudi, naprimer, napovedi Feda so približno podobne, se pravi, maj, juni, naprimer, se bo začela znižanje obrestnih mer, kaj bi ne dal pospešek finančnim trgom. Prva 2 kvartala bojo pa še bolj na, bom rekel, nekih opazovalnih momentih, bojo spremljali ekonomijo, kako se razvija. Zdaj bomo imeli, v petek bomo imeli že podatek za inflacijo, ki bo zelo pomembna. Tako da, prvo leto zelo previdno, drugi del leta dejansko je tisti, ki bo dal pravo sliko letošnjega leta. Zdaj, če gremo mogoče vseeno še malo nazaj na volitve, kaj je za trg bolje? Republikanska a demokratska zmaga? Statistično so trgi bolj delali, če so zmagali republikanci. Se pravi, verjetno, bom rekel, donosnost republikancov proti demokratom je bila 15,5 proti 7,5. Se pravi, kar precejšnja prednost republikancov. Ne? Če se osredotočimo samo na te volitve dotične, ne, če bi zmagal Trump, naprimer, ne, oba vema, ne, da Trump ni glih usmerjen, bom rekel, ekološko ali pa green, ne, ni glih prijatelj Grete, ne. Se pravi, so sektori, ki bojo performali, naprimer, oil and gas, industrija, naprimer, ker je zelo velik podpornik domačih delavcev, domače proizvodne, domačih tovarn. Na drugi strani ni glih pristaš vojn. Vemo, da že večkrat izrazil, da bi pač rad čim prej končal vojne po svetu, poslal ameriške vojake domov, kar pomeni, da pač ta defense industry, ki je v zadnjem obdobju precej noro skače zaradi vseh vojn po svetu, bi se lahko umiril, ne, če se pač bo dejansko to uresničilo. V primeru zmage Bidena pač vemo, kakšna je bila politika zadnjih 4 let.
Tle ne pričakujem nekih večjih sprememb, vsekakor ne, tehnologija, industrija, dejansko obramba bi ne performala. Se pravi, pač vojne se na tem načinu ne bojo končale. Pa še to moram pozoriti, pozitivno bi bilo tudi za bančni sektor, če bi Trump zmagal, ker pač je večkrat poudaril, da je pristaš bolj ohlapne politike in nadzora nad finančnimi playerji v Ameriki, kar pomeni, da bi tudi manjše banke, naprimer bančni sektor, ki je precej trpel v lanskem letu, ko vemo, da bila tista bančna kriza, lahko tudi outperformal, če bi se to izkazalo za njegovo zmago. To so nekakšni sektori, ki bi znali biti bolj, volatilni in pač bolj, odreagirati na te predsedniške volitve. Zdaj, če ostaneva mogoče še malo pri Trumpu in teh sektorjih, Trump je rekel njegov moto America First, ne, je. Tako da mogoče tukaj zna biti zanimivo tudi te trgovinski spori, mogoče Kitajsko bi tukaj lahko imela, Kitajska trenutno je v težavah, ne? Sigurno je to en faktor, če Trump zmaga za kitajske vlagatelje oziroma za vlagatelje, ki merijo na kitajske trge, verjetno ne bi bilo dobro. Se pravi, pač Trump tle favorizira Ameriko, favorizira domače proizvodno, njihovo industrijo in tle se bo trgovinska vojna zaostrovala, ne. Tako da to je en faktor, ki ga treba imeti v vidiku. Kitajska zelo slabo dela zadnja 3 leta. Notrni problemi, deflacija, gradbeni sektor, industrija slabo, trgovinska vojna na eni strani z Ameriko, na drugi strani z Evropo, ki sledi. Vlagatelji se umikajo, se pravi, tle je zelo velik pritisk na Kitajsko, poleg tega, da je bil njihov GDP najnižji v zadnjih 20 letih, če se prav spomnim 5,2. Pričakovanja so, da v naslednjih letih bo šli proti 4%, se pravi, to je velik, pritisk na njihovo gospodarstvo. In Kitajska bo imela probleme, če bo Trump dejansko tle zmagal. Ali bi lahko imela Amerika probleme zaradi, zaradi Trumpa, v smislu, da bi mogoče prišlo do še večjih napetosti med Kitajsko in Ameriko, lahko pride do še kakšnih večjih eskalacij, zdaj 2 vojni imamo, zdaj to sam špekuliram, se mogoče ne bi smela špekulirati o tem, ampak mogoče tudi na mesto vprašanja, ne, mogoče. Sem celo tudi prebral en podatek zanimiv, ne, da Trump je edini od 3 predsednikov, ki ni začel vojne. Poleg njega so še dejansko Jimmy Carter pa Gerald Ford. To so 3 predsedniki, ki niso začeli vojne. Tako da ne dvomim, se ne rabi Trump začeti vojne, se lahko mogoče Xi Jinping začne ali pa kdo drug, ne. To je res, ne. Geopolitika je ena od izmed največjih skrbi vseh analitikov, kar sem jih prebral v letošnjem letu. Se pravi, geopolitična slika po Evropi, če bi eskalirala po svetu, če bi eskalirala sploh Bližnji vzhod, naprimer en tak Koto, ki je precej občutljiv. Tako da je geopolitična kriza je po vseh analitičnih reportih bila na headlinih. Se pravi, tu se pač zavedajo, da je možna eskalacija. Za enkrat je to vse v nekih tonih normale, se pravi, da pač vsi vejo, da si ne želijo nekega konflikta, sploh ne konfrontacije Amerike, Kitajske, ampak pustimo, kar se bo dogajalo. Bil sem tudi na eni precej veliki konferenci v Ameriki novembra, kjer so bili precej črnogledi ameriški vlagatelji glede geopolitike in pač pričakujejo zaostrovanje. Ampak se pravi, to je en faktor, ki ga mi ne moremo oceniti. Je pa res, da kar je najslabše za finančne trge, je nenadni, nepričakovani dogodki. Se pravi, vse tisto, kar lahko ti nekako vključiš v tečaje, ne bo imelo velikega vpliva. Če te pa nekaj prizadene zelo na hitro in zelo nepričakovano, se pa ponovadi odraža zelo veliko volatilnostjo. In teh nepričakovanih dogodkov je bilo v zadnjem času, v zadnjih letih kar precej, ne? Mogoče vseeno bi še te vprašala, glede na to, da je Kitajska, mogoče sem še ena zadeva, zdaj sem se spomnila Bidena, ki je za Xi Jinpinga rekel, parkrat mu je všlo, da je diktator, tako da to mi je bilo tako smešno. V glavnem, gremo nazaj na Kitajsko. Zdaj omenil si gradbeništvo, nepremičnine, cel kup nekih težav. Kakšen bo pa vpliv na ceno nafte in mogoče tudi na druge surovine, glede na to, da je Kitajska tukaj kar pomembna, ne? Nafta je precej takem zanimivem trendu trenutno, ne. Če pogledamo, naprimer, koliko stvari gre na robe na Bližnjem vzhodu, pa ko je dejansko cena nafte precej odvisna od dogajanja tam, ne,
ampak imamo mi precej nizko ceno nafte. Trenutno se VTI ameriške nafte giblje, mislim, okoli $75, Brent je okoli 79, se pravi, tle dejansko cena šla navzdol, ne. Zdaj, mogoče, če sam pojasnimo, zakaj se to sploh dogaja, ne. Trenutno presežek nafte, se pravi, kljub temu, da OPEC plus niža črpanja, Američani tukaj s tem svojim črpanjem nadoknadijo, poleg tega, da so zaloge na 10-letnem vrhu, dejansko trg to normalno absorbira. Poleg tega, da se pričakuje nek soft landing, se pričakuje tudi nižja poraba nafte, ne. Ta ameriška agencija za nafto EIA je napovedala celo samo 1,5% dvig povpraševanja po nafti, kar pomeni, da imamo mi trenutno na trgu več kot 4 milijone sodov na dan prostih kapacitet, kar pomeni, da trenutno to ni noben faktor, ki bi karkoli igral. Če pojasnim, na primer, dogodke, ki se dogajajo tam okoli Sueza, pa teh tankerjev zdaj. Zračunal sem po nekih podatkih, da tanker gre okoli, bom rekel, afriške celine na mestu Sueški prekop, ima vpliv na ceno samo $1,5 na sodček. Se pravi, to ni neka velika številka. Poleg tega je Suez zdaj dvignil tarife za $600,000 na $600,000 za transfer, pot okoli te pride pa milijon. Se pravi, razen tega, da imaš časovno komponento, nekega velikega vpliva na to nimajo. Poleg tega se tam napadi dogajajo že zadnjih 30 let in nekako vse to kalkulirano tečaje. Trgovci ne vidijo eskalacije problemov, ker tudi, čeprav ne rad beremo vse te medije, nikjer ni na headlineu, da bi kdorkoli hotel karkoli zaostrovati, gre samo za to, da pač obvarujejo te tovore in načeloma ni problema trenutno pri transportu. Pač nafta je v nekem, bom rekel, comfort zonu, nekje v tem pasu okoli $80 in tudi naslednja pričakovanja za naprimer naslednjo leto niso tako visoka, dejansko se gibljajo med 75 pa 85, kar se tiče nafte. Kar se tiče pa povpraševanja, naprimer pa Kitajske, ki so omenila, je pa tukaj mogoče ni Kitajska največji faktor, ampak Indija. Indija dejansko ima največjo povpraševanje po naftih v zadnjih letih in tudi tam se cel sektor in cel gospodarstvo in ljudje se transformirajo na to mobilnost, ki ga prej niso imeli omogočeno. In je tam dejansko prihaja največje povpraševanje po nafti, Kitajska pa dokler ne bo uredila notranje slike gospodarstva, pa dokler se ne bo slika začela obračati navzgor, dejansko ne igra tako velike vloge v svetovni naftni sliki, bom rekel, povpraševanja. Ja, kdaj pa misliš, da se bo Kitajska, da bomo videli okrevanje Kitajske? Precej je bilo, v zadnjih 2 tednih je bilo precej na to temo objavljenega, se pravi, kako se notranja politika želi dvigniti, bom rekel, povpraševanje po svojem finančnem trgu, pa dejansko dvigneti likvidnost. Zdaj bojo angažirali offshore accounte, bo začeli kupovati delnice, potem tudi notranji bo začeli popraševati po delnice. Se pravi, trenutno bo to bolj kot ne naredili nek hard way, bom jaz temu rečel, se pravi, pač zmetali neko likvidnost noter, prisilili ta svoja domača pa tuja podjetja, bo dejansko začela kupovati, ampak tuje vlagatelji se bolj kot ne umikajo. Tako da prvi ta popraševalni val, ki bo prišel po kitajskih delnicah, po njihovem finančnem marketu, bo prišel dejansko od notranjega trga. In predvsej se piše o tem, bomo videli, kako se to v realnosti dogaja. Kar mene, naprimer, kot bom rekel, nekega tehničnega analista zanima je, da bo prišel ta, bom rekel, zadnji capitulation candle. Pomeni to v smislu, ko bo zadnji prodajalec šel ven iz trga, ko bo dejansko market postal buyer's market, ne več seller's market, kar je trenutno, takrat bo dejansko za mene postal zanimiv market. Trenutno pa smo še vedno mi v nekem padajočem trendu. Zdaj se že parkrat spomenila inflacijo. Lansko leto mislim, da smo se praktično skozi smo se pogovarjali o inflaciji. Zdaj, ko upada, oziroma v zadnjem mesecu se majčkeno dvignila spet, se je krepila, ni več toliko teh novic, da se bolj špekulira, kdaj bodo centralne banke začele rezati ključne obrestne mere. Kaj se dogaja tukaj? Inflacija, bom rekel, da je zdaj bolj kot ne pod kontrolo. Nekako smo se navadili na te od 3 do 5 do 6%, naprimer, targeti za naslednjo leto so za Ameriko, naprimer, da se bo to zdaj spustilo proti 2,5% do leta 2025, se pravi, ta prehod dezinflacije bo zelo počasen. Zelo lahko je prideti iz 10 na 5% letnih inflacij, težje pa prideti 4 na 2,5%. Teda tukaj bo pač centralne banke mogle biti zelo pazljive, pač enako kot smo že videli sliko večkrat. Prvi bi bil tukaj Fed, ki bo reagiral, potem bo sledila ECB in tako v nadaljevanju. Teda pričakovanja analitiki so, da se bo pač inflacija spustila proti 2 do 2,5%, obrestne mere bi se pa ne znižale od 175 do 225 bazičnih točk, kar pomeni nekje nakoli 4% bi ne vršili v letošnjem letu, potem po prihodnjih letih nekje proti 2,5% v Ameriki.
Zdaj, ful se špekulira tudi, koliko teh rezov se bo zgodilo v letu 2024. Malo se spreminjajo te za neka pričakovanja, od 7 do ne vem koliko. Ja, trenutno smo med 5 pa med 7, medtem ko največ analitikov pričakuje prvo znižanje v maju. Cirka 70% vprašanih na finančnih trgih je rekli, da bo pač maja nekje prvi konsens. Za FED, ne? Tako. Ja, prvotni plani so bili pa marca, ampak je prehitro, ne? Prehitro, ja. Tudi FED se tega zavedajo. Zdaj, to je zdaj hipotetičen scenarij, ki me zanima. Zdaj, če bo monetarna politika ugotovila, da se inflacija ohlaja, ali bi lahko v drugi polovici leta videli, da bodo centralne banke ponovno odkupovale obveznice oziroma tako imenovano kvantitativno sproščanje. Sicer ta ukrep pride v primeru, da pride do nekega resnega ohlajanja. Zdaj, tukaj ne veva, to je spet špekulacija. Ne? To je precej špekulativno. Trenutno je res pričakovan bolj kot ne res nek soft landing, niti ne, bom rekel, nek večji downturn. Jaz mislim, da so precej pazljivi, se pravi, tudi s temi rezi zdaj si noče preveč zapreti vrat. FED si noče zapreti vrat, kaj se je že večkrat spuščal v nek scenarij, ki je prišel na nek nivo, ki ni več mogel reagirati ne navzgor, ne navzdol. In trenutno se mi zdi, da so zelo previdni, kar se tega tiče in čakajo, kaj bo trg naredil sam. Zato mislim, da so si dali obdobje teh prvih 6 mesecev, da vidijo dejansko, kako bo reagiral po teh zadnjih 2 mesecih, ki so bili dejansko zelo lepi. Tudi kar se tiče finančnih kazalcev, naprimer zaposlenost, GDP, gradbeni sektor, PMI indeksi, to je bilo vse zelo lepo za Ameriko, naprimer, ne. Medtem ko v Evropi, pustimo, tam imamo večje probleme. Zdaj, ko se ohlaja, zdaj, ko se v bistvu nekako inflacija umirja, napovedujejo se rezi. Zdaj, mogoče bi vsem tukaj malo skočila na tole našo ljudsko obveznico, ki je bila predstavljena 3,4% obrestna mera, je povedal minister za finance, 250 milijonska izdaja, upisovalo naj bi se od 1. do mislim, da 16. februarja. Zdaj tako, no, to je namenjeno specifičnim vlagateljem, verjetno, a boš ti investiral v ljudsko obveznico? No, dobro, vprašaj. Jaz sem hotela reči, verjetno ne boš investiral, ampak sem pa se rekla, da moram ti polagati besed v usta, ampak... Danes si druga, ki si me to vprašala. Res? To je zelo aktualno vprašanje. Prej me je klical en prijatelj in rekel, da bo pač, če bom jaz investiral to, ne? Pa sem rekel, če bi ti rekel, da bom, z mojim znanjem pa z izkušnjem, kaj bi bil po tvoje? Se pravi, jaz zdaj gledam, ne, osebno, ne, če znam narediti več kot 3,4%, ne, a bom investiral, ne bom. To je moje vprašanje, ne? Odgovor se ponuja na dlani. Ampak daj te bom tako vprašala. Zdaj recimo govorimo o tem, da bo ECB zniževala ključne obrestne mere, kar pomeni, da se bo tudi depozitna zniževala. Res za slovenske banke niso ponudili neke stimulativne obrestne mere za depozite, ampak vsem. Zdaj se bo vse to skupaj rezal, a ne? In bodo te ključne obrestne mere upadale v naslednjih 2-3 letih. Tukaj govorimo o 3-letni obveznici. Zdaj, če ima nekdo neka odvečna sredstva, vsem bi lahko potencialno dobil teh 3,4%, kot je. Se strinjam. Treba je dejansko sprostiti vse te depozite, ki jih imajo ljudje na bankah in nedvomno je ena taka zadeva, kot je ta obveznica primerna za to, za ene varne, ki imajo zdaj na depozitih, ja, potem ja. Potem se mi zdi smiselna zadeva, ker pač z vidika varnosti ne vidim problema, z vidika donosa pa vse boljše, kot da jim tam leži, sploh če nimajo neke alternative, kam bi to vložili. Smo vseeno v nekem negotovem času, imeli smo zelo lepih 10-11 let zdaj trenutno, lansko leto je bilo zelo lepo, praktično na vseh finančnih trgih, ne vemo, kaj nas čaka letos, čeprav so obeti dobri, tako da na koncu je boljše iz mize pobrati 3,4%, ko pa naredi dejansko minus z inflacijo, ki pač nas čaka. Ja, na banki, ki pa ne ponuja, a ne takih. Je pa res, da ta delnica, obveznica se bo znašla tudi na sekundarnem trgu, se jo bo dal tudi prodajati, kupovati. Tukaj se pa pojavljajo druga vprašanja, ampak to bomo potem drugič obdelali, ne? Ok, velja. Deva mogoče sam še to pogledati zlato. Zdaj trenutno kotira zlato preko 2000 evrov je za trojansko unčo, dolarjev, če sem prav pogledala, ne? Ja, zlato je tik proti, bom rekel, nekim all-time highom, za kratek čas, celo za en dan je presegel, tisti je šel proti 2100. Je, bom rekel, na temeljih, ki
lahko osnova za letošnje res dobro leto za zlato. Se pravi, imamo obdobje, ki je geopolitično pod zelo velikim vprašanjem. Zlato se je izkazal kot precej dober play v vojnah. Največjo rast, naprimer v zgodovini, če povem malo za nazaj, med 76 pa 80 leta, takrat, ko je pač Rusija naredila invazijo v Afganistan, pa ki se začelo vse to trenja med Iranom pa Ameriko, je dejansko gold outperformal vse, zrastel iz 100 na 800 v zelo kratkem času, dejansko v 3-4 letih. Če se bo geopolitična situacija zaostrovala, ima zlato zelo veliki potencial za letos. Poleg tega, če bo Fed reagiral, začel spuščati obrestno mero, vemo, kako bo to vplivalo na dolar. Dolar bi ne začel izgubljati z vrednostjo, tako da tudi to bo bom rekel, booster za zlato naložbo. Da lahko, da je zlato letos na enih temeljih, ki lahko poraste, je pa trenutno res na eni taki, bom rekel, tudi tehnično zelo zanimivi točki, pod katero ne sme paditi. Se pravi, to je ključno, da vzdrži teh 1950, 1900 mejo in da pol dejansko lahko tukaj naredi en temelj za rast v prihodnje. To bo zelo odvisno dejansko zdaj v prvih 6 mesecih, ampak rečemo, da je zlato na enem takem res dobrem break-even pointu, ali bo šel res proti 2500, ali pa bo še nekaj časa se gibljati okoli 1800-1900. Zdaj za konec bi te sam še vprašala, kako bi sestavil portfelj naložb za enega recimo starega, 35-40 let starega človeka? Kaj vse bi moral imeti? Za letos ali za obdobje 5 let? Jaz bi tako rekla za letos, pač ne bi rekla za letos, to je vsem malo prekratko obdobje. Jaz bi rekla vsaj tam 3 ali pa 5 letno obdobje. Glede na to, da je toliko negotovosti, v tem letošnjem letu. Imaš prav. Zdaj bom rekel, da ne bom delal na svetu, za širino bom povedal, kako bi jaz reagiral, naprimer, pa kako dejansko sem jaz gledal svoj portfelj preko let. Jaz sem bil vedno res večinoma skozi investiran. Se pravi, jaz sem imel zelo redko sem imel obdobje, ki sem bil pa res full defenzivno, pa full v gotovini, pa čakal, kaj se bo s tem dogajalo. Pač sem vedno iskal neke naložbe, ki imajo potencial dejansko, da prehitevajo trg ali pa da vse ne zgubljajo tako kot druge. In naprimer, zdaj, če vse to, kar smo zdaj povedali, naprimer, kaj se pričakuje v času volitev, pa v času dejansko S&P-ja, kaj se je dogajalo v preteklosti, pa kaj zdaj tehnološke delnice delajo, se mi zdi smiselno, da pač en del sigurno investiraš v S&P ali pa še bom rekel bolj dotično v Magnificent Seven, bom tako rekel. To so delnice, ki so se pokazale, da so to new defensive stock, bom temu rekel. Nove defenzivne delnice, zakaj? Zelo enormne cash flowe dosegajo, so v sektoru, ki je izjemno zanimiv za vse mlade generacije. Se pravi, s tem AI-jem tehnologijo, ki prihaja, dejansko lahko so na nekem vrhuncu tudi 10-15 let. Imajo zelo veliko denarja na računih, kar pomeni, da če bo prišlo nekaj downturna, bo za njih samo boljše, ker bo lahko poceni kupala kakšna druga podjetja. Se pravi, ta mega stock sektor ima potencial, da postane samo še večji. Se pravi, to je mogoče bom rekel, problem za finančni trg ameriške, zdaj, ker teh 7 ali pa 10 delnic postaja res prevelikih, ampak na drugi strani je pa zdaj ta trend postal tako velik, da dejansko ga ne smeš dati na stran, moraš pač biti zraven vključen. In naprimer, nedvomno bi en del portfelja namenil tem najboljšim, bom rekel, ameriškim podjetjem, del v surovine. Za surovine long term sem bullish, zato ker pač ne vidim razloga nekega fundamentalnega, od prehrane do energije, naprimer do, bom rekel, hard commodities, kot so naprimer uran ali pa podobno. Trenutno so to res v enem takem, rekel, silovitem trendu. Sploh prehrana, naprimer, za obdobje 50 let, naprimer, se mi zdi tudi ok play. Na drugi strani sem že prej omenil, da del mora biti vsekakor v kripto in to je bolj kot ne to, po moje. Zdaj čakaj, zdaj si rekel Magnificent Seven. Ja. To je treba povedati, katere to so. To se pravi, to so Apple, Amazon, Tesla, Meta, Alphabet. Koga sem spustila še? Tesla si rekla. Tesla sem rekla. Vse bom napisala tudi v opisu epizode, da ne bo slučajno. To smo že, imeli smo že epizodo, smo prav namenili tem 7 delnicam. To je najbolj opevan sektor, trenutno obstaja tudi vrsto ETF-ov, samo na teh 7. Tako da ni težko dobiti exposure, naprimer, na teh najbolj močnih, bom rekel.
Poleg tega še mogoče kak kor na kakšne, bom rekel, kor industrijo ameriško. Trenutno sem pač res bullish na Ameriko, se mi zdi, da pač v Evropi bomo imeli več problemov. Ko govoriš o surovinah, dobro, zdaj za enega enega vlagatelja malega, ki se ne ukvarja s tem profesionalno, tukaj lahko rečemo, da se pač lahko tudi investira v neko razpršeno košarico, recimo ETF. A ne, to je najbolj smiselno. Najboljš pa najceneji stroški so, ne vem, od 0,5 do 0,9, nekje res precej nižji od nekakšnih vzajemnih skladov ali kaj podobnega. Pozabiš na to in to. Ja, mesečne investicije. A ne? Ja, tako. Recimo, dajte še to vprašam. Katera naložba predstavlja v tvojem portfelju največji delež? Naložbeni sektor, naložba. Lahko boje poveš. Čisto dotična naložba se mogoče še ne bi spustil, ko je ni tako poznana, pa mogoče, da ne bom preveč kaj rekel. Ni med top 7, sigurno ne, ampak je en del tu noter. Drugače pa trenutno še vedno real estate. Zelo zanimivo, ampak ja. Real estate, ta REIT skladi oziroma nepremičnine, ki jih kupimo na borzi, delnice od nepremičninskih podjetij, ki jih kupimo na borzi, a govorimo o fizični nepremičnini? Fizičnih trenutno. Pa se mora pa dotakniti še nepremičnin zdaj. Zdaj cene so kar precej na rekordu, a ne, koliko je 3900 recimo zarabljeno stanovanje, nova stanovanja okrog 5, 6, 7 tisoč evrov za kvadratni meter. Koliko je tukaj še prostora za rast? O katerih nepremičninah pravzaprav govoriš? Govoriš o stanovanjskih nepremičninah, govoriš mogoče o kakšnih pisarnah, o kakšnih drugih takih skladiščih mogoče, ne vem. Slovenija je zelo specifičen trg, kar se tiče nepremičnin, pa bo verjetno kak specialist za nepremičnine, ki je več znal o tem povedati, pa predvsem bolj podrobno, kot jaz. Ampak jaz to gledam nekako s primerjave, bom rekel, z drugimi marketi, pa seveda vse gledam prek finančnih, bom rekel, kazalcev, ki jih lahko dobim iz posameznega trga. Ne. Pač Slovenija je pač res zelo majhen trg, zelo specifičen, zelo malo dobrih lokacij. Dobre lokacije bo vedno imele ceno, z tega izhajamo. Ne. Poleg tega je Slovenija trg, ki se večinoma transakcij zgodi Slovencu proda. Se pravi, tu imamo zelo malo tujih vlagateljev, ko bi prišli sem pa rekli, wow, tukaj so pa cene ful, bom rekel, poceni, ne dajmo investirati. Ne. In to je že mogoče prvi trigger. Ne. Zakaj tujci ne pridejo sem pa reči, vi imate pa ful poceni nepremičnine, dajmo mi to kupiti. Ne. Obstaja mogoče tehten razlog. Ne. Poleg tega gleda malo, bom rekel, tuje trge, ne. Nemški trg, naprimer nepremičninski, sem danes ravno cene ven potegnil, ker me to ravno zanima, ne. Poprečne cene tam nepremičnin, ne. In potem sem gledal po teh večjih mestih, ne. Pri njih je dejansko cene nepremičnin so v zadnjem letu, year to year, pocenile za 12,5%, kar je največji padec od leta 2000, ne, pa vemo, da takrat je bila oren kriza. Ne. Se pravi, da centralna Evropa se ohlaja, ne, medtem ko pri nas cene grejo samo gor. In zadnjič, pa ne tako dolgo nazaj, prejšnji teden sem bil z enim nepremičninskim developerjem, tle bom rekel, ne, ker jih je zdaj kar precej na trgu nastalo teh novih, ne, in mi je zelo samozvestno rekel, cene ne bo šle dol. In sem si mislil, kako je lahko to reče, ne. Tako da jaz osebno mislim, da je čas da bom rekel, da je bil čas za investiranje v nepremičnine z vidika, da je to postane investicija, je prepozno. Ne vidim dejansko, vidim tukaj več drugih pomembnejših zadev, bom rekel, bolj donosnih, kot da bi zdaj šel investirati v nepremičnine dotične, bom rekel, mogoče v Ljubljano, ker druge so pač res še mogoče še najdejo kakšne zadeve, ampak dotično tle stanovanjske, da bi šel z investicijo kupovat, me ne more noben prepričati, da je kalkulativno mogoče to se splača. Jaz sem slišala en drug argument od nepremičninskih teh posrednikov pa developerjev, razvijalcev nepremičnin, da zdaj ljudje ne kupujejo za investicijo, ampak zato, da vzdržujejo v bistvu realno vrednost. To je bil en prodajni moment, ne? Ja, mislim, spomnijo se vseh možnih, bom rekel, trikov, ne, ampak se pravim, jaz na koncu sem finančnik, jaz pogledam vse, kar naprimer za eno noto premoženja lahko dobim kje druge in potem pač to analiziram med sabo in pač trenutno se mi zdi to pretirano. Jaz mislim, da je zelo malo kupcev trenutno na teh cenah, ki bi to kupovali za investicijo. Razen, če mogoče res nimajo kakšne druge ideje. Evo, to puščam presojo. Ko si rekel, da je predstavljal to največji del tvojega portfelja, to si govoril o nepremičninah v Sloveniji, sem kar avtomatsko predvidevala. Ja, koliko ne, ja. Drugač pa delnice, absolutno nobenih obvezniških instrumentov, kripto, seveda, surovine.
Dostakrat dobimo vprašanje od teh naših poslušalcev, kaj narediti s tisto gotovino, ki jo imamo za varnostno rezervo, zato da na banki ne izgublja realno vrednost. Recimo, zdaj alternativa se nam ponuje, konec koncev tudi državna obveznica, zakaj pa ne? Vsekakor, karkoli je likvidno, ne? Se pravi, jaz vedno presep. Ja, zdaj sem se spomnila, tukaj imamo problem. Ni garantiran do 100.000 evrov, tukaj pa ni garancij, ne? Na depozitu pa imaš garancijo, zdaj sem se spomnila. Ja, okay. Mogoče to ni dobro, da je. Drugače pa daš na kakšne skrbniške račune ali pa trading accounte, kjer so pač garancije. Se pravi, tukaj je dost teh, bom rekel, trikov, kako si zagotoviš, da vseeno imaš 100% dokriti. To je res, ja. Se obstaja tudi, imaš prav, daš lahko na trading račun, pa dobiš 4%, pa imaš tudi garancijo do 100.000 evrov. 4% na evre, ali pa mislim, da več kot 5 na dolarje. Na dolarje, ja. Ok, a sva vse obdelala, kar sva rabila obdelati, ne da sva? Pa moja, ja. Da sva. Vse, če ne bova pa itak na vezi, pa bomo še kakšno rekel na temo investiranja, a ne? Z veseljem. Najlepša hvala, Tilen, da si bil danes z nami. Hvala tebi, Marja. Hvala tudi vsem, ki ste se nam danes pridružili in nas poslušali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.